V NŠ Mura so v torek sklicali tiskovno konferenco, na kateri so predstavili kadrovske ukrepitve za prihodnjo sezono. Spregovorili pa so tudi o proračunu za prihodnjo sezono in o infrastrukturnih ciljih v prihodnje. Klub je po besedah vodstva strokovno, organizacijsko in tudi finančno pripravljen za tekmovanje v drugi ligi. Izredno me veseli, da lahko v tej naši sredini pozdravim novo strokovno moč tega kluba, gospoda Anteja Šimundžo in pa njegovega pomočnika, gospoda Gajserja. Prav tako me veseli, da na moje levi sedi povratnik našo ekipo in Žiga Kovs, tako da z veseljem ugotavljam, da smo prvi del priprav na novo sezono začeli, kot se spodobi, se pravi tudi prilagojeno ciljev, ki smo si jih nekako kot upravni odbor nogometne šole Mura postavili. V bistvu v igralski zasedbi je prišlo že zdaj kar nekaj sprememb. V teh spremembah oziroma v kvaliteti sprememb bo mogoče povedal nekaj najbolj pozvanih za to področje gospod Šimundža. Z moje strani pa dejansko to, da se je klub tako strokovno kot organizacijsko, tudi finančno pripravil na dokaj zahtevno tekmovanje v drugi slovenski nogometni ligi. Predvidevamo, da bo proračun članske ekipe v letošnji sezone med 200 in 250 tisoč evrov. Normalno še določen del za sabo potegnejo vse mlajše selekcije, vključno z kadeti mladince. Cilj članske ekipe za letošnjo sezono je uvrstitev med prve tri v tem tekmovanju. Cilj kadetov mladincev je, povejmo, nekje sredina lestvice oziroma vsaj druga tretjina lestvice in pa definitivno obstanek v najboljši ligi za to kategorijo. Za U15, katera prav tako nastopa v prvi nogometni ligi, pa računamo, da bo v zgornji polovici lestvice oziroma tam, povejmo, med prvih 5. To so nekje športni cilji od U15 pa do članske ekipe. Naj povem še, da to ekipo novo pač sestavljajo igralci, ki so, povejmo, pretežno iz te regije. Saj po nekih analizah, kjer smo do sedaj naredili, je 78% vseh igralcev prihaja iz Pomurja, 22% igralcev je iz drugih regij, ampak to je, povejmo, per danes. Povprečna starost igralcev brez vključevanja mladincev, nekateri se bodo sigurno v prvi selekciji priključili, je nekje 22,5 let. Nad prihodom Anteja Šimundže so vsi navdušeni. Prav tako eden glavnih ljudi v klubu Robert Kuzmič. Poleg načrtov v sami igri imajo vodilni pri Muri velike načrte tudi pri ureditvi same infrastrukture. Tudi jaz bi v tej priliki lepo pozdravil in si izrekel zahvalo gospodu Ante Šimundžu, s katerim smo dosegli tale dogovor, in moram priznati, da sem presenečen, oziroma bi rekel, domača javnost vas je sprejela, kot da bi prišli, ne vem, dejansko iz, kako da rečem, kot povratnik, ampak zame je bilo to veliko presenečenje, kot da prihaja, ne vem, kdo iz nekje najbolj znana oseba v fuzbalu na svetu. Tako da upam, da bo to dobra dobrodošlica in popotnica za to prvo sezono in da tudi to ne bo zadnja. Kar pa zadeva pogoje in infrastrukturo, trenutno smo v fazi usklajevanja plana zamenjave umetne trave, ki je prezraven in je dotrajano, praktično je nemogoče več igrati in to je bila prva prioriteta za letošnje leto. Potem so seveda zmerno manjša sanacijska dela, ki jih sproti opravljamo. Za drugo leto se pa pripravlja večja investicija, to je izgradnja in osvetlitev glavnega igrišča, kjer bomo skupaj z občino
prav tako bomo zaprosili za sredstva na nogometno zvezo in seveda tudi ostale donatorje, ki nam pomagajo pri vseh projektih, da bomo to skupnimi močmi uredili in to pol tudi igrišče izpolnjevanju pogoj tako za prvo ligo, kot za tekmovanje na evropskem nivoju po standardih UEFA. Ante Šimundža se na Fazaneriju seli že tretjič. Dejal je, da je po pogovoru z vodilnimi možmi kluba začutil želje po sodelovanju v ambicioznem projektu. Lep pozdrav tudi z moje strani. Izrekel bi tudi eno zahvalo gospodu predsedniku in upravnemu odboru nogometne šole Mura, kateri so se zelo potrudili, enostavno bili zelo uporni in enostavno v meni zbudili en izziv, katerega mi predstavlja vrnitev Mure tja, kamor sodi. Enostavno bil sem zelo vesel in bil sem zelo počaščen obenem, da sem kandidiral tako visoko. Res je nekaj časa trajalo, da smo se dogovorili, ampak uspešno in verjamem v začetek ene dobre zgodbe, katera vsekakor želim, da je podprta z javnostjo, z gledalci, na katere pa mi ogromno vplivamo z našimi dobrimi igrami. Potrudili se bomo po najboljših močeh, jaz tako obljubim popolno predanost delu, katerega delam. To je moje vodilo, enako bom zahteval od igralcev. Nekateri so z mano že sodelovali, tako Žiga tukaj, nekateri še bodo in vsi tisti, kateri ne bodo sledili ciljem in ambicijam nogometne šole Mura, bodo hitro našli drugo pot. Enostavno tukaj želimo vzpostaviti eno ambiciozno sredino, eno sredino, katera ve, kaj si želi in verjamem, da bomo v tem uspešni. Sicer pa v strokovnem kadru Šimundža ni edini novinec, no je tudi pomočnik glavnega trenerja, tudi stari znanec Fazanerije Damjan Gajser. Glede na to, da prihajam v okolje, katerega zelo dobro poznam kot igralec, imel sem to srečo, da sem pač tukaj preživel ene najlepših let v igralskem moji karieri in sodeloval pri največjih uspehih tega kluba, še ta odločitev, da sprejmem ponudbo Anteja, ki so sicer tudi prijatelja osebno, ampak tudi meni predstavlja to izziv in jaz upam, da lahko tako Anteju pomagam, tudi klubu prispevam svoj delež in da ti cilji, ki so stavljeni zelo visoko v strani vodstva kluba, smatram, da lahko tudi mi uresničimo. Od novih pridobitev vsi pričakujejo kar največ. Okrepitev je bilo že kar 8, precej sprememb tudi odhodov. Med dva, ki sta se vrnila, sta na primer Nino Kauter in Žiga Kavs, ki sta pod vašo taktirko imela že vidno vlogo. Lahko kaj podobnega pričakujem tudi sedaj? To je za odvisno od njih od dveh, enostavno oba dva poznam dobro. Žiga je naredil en korak naprej, pomeni je odigral kar nekaj dobrih sezon, tako v Domžalah in zdaj nazadnje tudi v Celju. Nino pač ni naredil tega izkoraka, ampak je odigral v Veržeju, če se ne motim, zadnjo leto, tako da ima dovolj izkušenj, dovolj let, dovolj treningov. Njuna edina prednost je ta, da veta, da sta že z mano sodelovala, druge prednosti pa žal nimata. Verjamem pa, da bo ta ena od teh, katera ji bom prisilil, da se izborita za to, kar sta tu. Ponavadi se je Mura v zadnjem času igrala z enim napadalcem. Mogoče je že preuranjeno razkrivati taktiko, ampak po mojem, kot se sam spomnim, ste radi igrali vsaj z dvema napadalcema ali pa z enim napadalcem in pol špicem. Bo nekaj podobnega tudi sedaj? To pa težko odgovorim. Enostavno moram videti kader, moram videti, kdo kaj lahko počne. Ene ideje so že, glede na kader in glede informacij, ki jih imam, ne morem pa tega potrditi in se pravim, o tem še pa res prezgodaj govoriti. So vam v upravi kluba obljubili, dokdaj bo igralski kader dokončno formiran? Kolikor je znano, potekajo pogovori še z 2-3 igralci in verjetno do konca tega tedna je možno, da bo Mura že kompletirana. Jaz bi bil zelo vesel, če je bilo danes vse skompletirano, ampak enostavno vemo, da smo v Sloveniji, vemo, da je tu stvari malo bolj počasi tečejo in tudi odhodi so, prihodi, nekdo začne prej, nekdo začne kasneje. Nič novega se tu ne dogaja, je pa res, da tukaj v Sloveniji so te stvari malo bolj previdnejše, bi temu rekel. Tako da jaz pričakujem v roku 2 tednov izpolnitev kadra, to pa verjamem, da smo sposobni speljati.
navijači so vas v Murski Soboti tako ob vašem prvem povratku, tako kot zdaj sprejeli kot svojega. Je morda to še ena dodatna motivacija oziroma bo morda toliko lažje delati v okolju, kjer veste, da ste zelo dobro sprejeti? Ja, to je za mene en privilegij, pomeni, da so navijači tisti, kateri so me sprejeli za svojega, da je tako to mesto Mura, ki je res se lahko primerja z srčnostjo, z Mariborom, kako navijači imajo radi ta klub, je zame privilegij in obenem obveza, da bom spet, tako kot vedno, dal vse od sebe in pomagal Muri do njenega cilja. Ekipo Mure naj bi okrepili še dodatni fantje. Kdo vse bo to, bo znano konec tedna.